Clio je neločljivo povezan s Slovenijo in z Novim mestom. Tu so namreč nastajale oziroma še nastajajo 4 generacije tega avtomobila, ki se je na vrhu lestvic priljubljenosti pri nas zasidral s svojo cenovno dostopnostjo, svojo racionalno odmerjeno vsebino in nenazadnje tudi po zaslugi sentimentalne povezanosti našega trga z njim in z njegovimi predhodniki. Renault pa slovenskemu trgu tradicionalno prihaja naproti s posebnimi različicami Clio, ki počastijo proizvodnjo tega modela pri nas. No in tako je zdaj že prenovljena 5. generacija Clio dočakala posebno omejeno serijo, ki nosi naziv I Feel Slovenija. Avtomobilska tovarna Revoz ima torej zasluge, da številni avtomobili, ki jih danes srečujemo na cestah, nosijo oznako Made in Slovenija oziroma Made in Novo mesto in so na ta način tudi nekakšni ambasadori naše države in našega gospodarstva. No, ampak tokrat bomo preverili, kaj v resnici stoji za to slovensko oznako. Vstopite torej z nami v tovarno Revoz v prijetni družbi naših gledalcev. Prva stvar, ki mi je pa šila, je bila pa ta, da sem bila v tej tovarni pred 20 leti in mi je bilo zanimivo videti zdaj proizvodnjo po 20 letih, koliko je to napredovalo dejansko res. Tako da napredek je očiten, ne? To je zdaj vse robotiziran, včasih je bilo tukaj mnogo več ljudi. Jaz sem prvič bil v taki tovarni in to je enkratno. Mi se absolutno strinjamo. Čeprav smo v novomeški Revoz vstopili že nekajkrat, je prav vsak obisk tovrstne velike tovarne posebno doživetje. In tako smo bili še toliko bolj veseli in zadovoljni, da smo s tem zanimivim obiskom gospodu Jožetu tokrat celo polepšali njegov osebni okrogli jubilej. Zelo smotno bi bilo prepričanje, da smo tokrat obiskali zgolj majhno avtomobilsko tovarno iz Slovenije. Revoz se lahko v resnici pohvali z eno najsodobnejših proizvodnih linij v avtomobilski industriji. V Novem mestu svojo tehnologijo namreč konstantno nadgrajujejo. Nahajamo se v departmaju montaže, bolj natančno v obratu opreme karoserije, kjer zaposleni vgrajujejo različne sestavne dele v vozilo. Na liniji lahko vidimo vse 3 modele, ki jih danes proizvajamo, in sicer električni Twingo, Twingo s termičnim motorjem in pa seveda tudi Clio, prav tako s termičnim motorjem. In tu že pridemo do prve fascinantne zadeve, ki so jo pravzaprav v en glas izpostavili naši udeleženci. Jaz sem mislil, da se pač dela linija Cliotov, pa potem zamenjamo, pa gremo na linijo Twingotov. Dva praktično nista enaka, ki se proizvajata, ali je to električen Twingo, ali je navaden Twingo, ali Clio, karkoli že, ne. To mi je bilo izredno zanimivo, no. Prej sem si predstavljal, da je tukaj pač več linij ali pa se je časovno razporejenih ali kakorkoli, ne. Že to mi je bilo zanimivo, da se barve med sabo ne pomešajo, če bi bil isti avto, ki da so pa še modeli različni, ne. In to zahteva ogromen neke priprave in ker ne sme iti nič narobe. Robot lahko izdela najprej ene vrste avtomobila, nato pa takoj v naslednjem koraku pa ima prilagojen za naslednji avto. Vse je že računalniško prilagojeno, vozički ti pripeljejo ustrezne zadeve in tako naprej. Tudi pestro za pogled, tudi različne barve in se tudi za okus početi med drugim, ne. In ko ti nekdo reče v tamle v karoserijnici, naprimer, da se že takrat ve, čigav avto bo, ne, za katerega kupca in da seveda na tako količino proizvodnje to mora tudi štimati, ne. Mislim, da v osnovi vedno se zujejo podatki, no. In ti podatki nam pravijo, da je čas na proizvodnem traku izjemno dragocen. V Revozu ga namreč ne merijo v izgubljenih minutah, pač pa v izgubljenih avtomobilih. Sezuje kapaciteta, bodimo odkriti, no. 1,3 minute za en avto, a ne. Se pa, ko začneš računati, pa vidiš, kako zadeve bruhajo ven, pa glede na to, da je 1600 ljudi v proizvodni, pa še vendar, pa vendar, v enem delu, v enih njihovih departmajih po 650 robotov, a ne, more neki ta zadeva tudi ven vršt, ne. Ko govorimo o hitrosti, pa je na mestu zelo moder pomislek udeleženca, gospoda z dolgoletnimi avtomehaničnimi izkušnjami. Velikih naredijo, ne. Samo, če je to vse hitrost, ponovadi, čeprav je to tekoči trak, ampak hitrost ponovadi ni
kvaliteta, naprimer. Ampak v tem primeru je nekaj, to vse to avtomatsko se to dela, avtomatizirano. Ne. Vsaka nova generacija Clia je v tovarno pripeljala ne samo nova delovna mesta, ampak predvsem nove tehnologije, nova znanja in pa napredek na področju kakovosti, napredek na področju avtomatizacije, digitalizacije in pa seveda tudi napredek na področju uporabe umetne inteligence. Tukaj konkretno so nam predstavili sledove umetne inteligence pri zaznavi napak oziroma konsistenci vrat. Torej gledajo tiste ključne točke, preverijo, če se vse ujema tako, kot mora biti, da ni praz, da niso komponente nameščene na napačnih mestih. O natančnosti in konsistentnosti pa seveda veliko vedo povedati tudi avtomobilski dirkači. In tako nas nikakor ne čudi, da je tak detajl opazil prav mladi slovenski reli šampion. Za en sam las lahko povzroči neko nepravilnost ali pa napako na materialu, ki je treba pa tudi odpraviti. Sama taka mehna napaka, da lahko povzroči tak večji problem. Če pride med prešo pa med to pločevino en sam las, da lahko povzroči že vidne poškodbe oziroma vidne napake pri končnem produktu. Ne? In te preše oziroma stiskalnice so, kot nekakšni ogromni mamuti, ki segajo do stropa tovarne, zagotovo ena najbolj fascinantnih točk proizvodnega procesa. Stiskalnice poznam že od študenta naprej, ne. Ampak ne 1100, ne. Je razumljivo, da mora tukaj moči biti za take artikle velike, ne. Ko vidiš stiskalnico, te sezuješ zaradi tega, ker je stiskalnica do stropa. 300 do 2000 ton pritiska, na primer. Niso mehne stvari, pa vendarle izredno prilagodljive. Menjava orodja poteka za drug model, poteka 3 minute. Od surove moči stiskalnic pa do dela proizvodnje, ki je v zadnjem obdobju postal najbolj visokotehnološki. Spoznajte srce proizvodnje 4.0. To, kar boste obiskali v naslednjih trenutkih, je naš oddelek za sestavo karoserije. To je, bi rekel, najbolj robotiziran del revoza. Nekje 97% vseh del za dodano vrednostjo se tukaj izvaja že ali na robotski ali pa avtomatiziran način. In to je tudi tisti del, ki je najbolj napredoval v smislu prehoda k industriji 4.0, se pravi industriji, kjer je človek samo še nadzornik in pa kjer uporabljamo velik zajem podatkov za obvladovanje procesa. Zanimiv podatek, 650 robotov na sestavljanju recimo karoserije, pa tam ne, pa res izjemna avtomatizacija in res izjemno usklajen postopek. Bi rekel, v svetu poznam to v Sloveniji, pa da na tem nivoju pa tudi krasno. Verjetno je to čist nekaj drugega, kot je bilo 100 in 150 let nazaj, ko si je Ford zmislil prvi tekoči trak. Varjenje ni potekalo tako robotsko kot danes, ko imaš, ne vem, 16 robotov, ki naenkrat vari. Človek tukaj v bistvu zelo malo še upravlja dejanska dela, bolj ali manj samo nadzoruje proces, ki ga izvajajo roboti. Zdaj je to vse magneti po tleh, vozički, krmiljenje, računalniško, včasih so bili to vse viličari. Praktično sam potek je pa nekje podoben. Tudi takrat so dostavali jim ta material na vozičkih in da so ga imeli za vgradnjo, to zdaj enako potega, to je zdaj vse robotizirano, ni več toliko delovne sile, ni več toliko ljudi. Čeprav proizvodnja v veliki tovarni na prvi pogled deluje kot mravljišče, pa gre za natančno definiran in organiziran sistem, ki deluje po principu just in time. Torej, avtomatski voziček delavcu pripelje želen del šele takrat in točno takrat, ko ga potrebuje. Da je to vse skupaj tako dobro sinhroniziran in da to deluje tako dobro, kot pač dejansko deluje. To mi je bilo izredno zanimivo. Predvsem usklajenost, sinhronizacija procesa, ki je neverjetna. Kljub skoraj futuristični tehniki, pa vešče oko z bogatimi delovnimi izkušnjami seveda takoj opazi tisto, kar roboti še ne morejo nadomestiti. Kljub temu je pa kar še nekaj ljudi, ki morajo to spremljati zdravo. To moraš biti, kar vidim, kar zbran, skoncentriran, da to funkcionira, da to pride izdelek ven dosti soliden, mislim, ne dosti soliden, odličen, tako mora biti. Ja, malo se sploh tukaj pozna na kvaliteti samega izdelka, ki ga pa opazimo kupci. Vrhunsko usposobljen in natančen človeški člen bo torej tudi v prihodnosti ostal nenadomestljiv v verigi proizvodnje.
No, naše udeležence je seveda ta prihodnost ene najpomembnejših tovarn v Sloveniji še kako zanimala. Kot smo izvedeli, bodo prvi koraki narejeni predvsem v smer trajnostnega razvoja. Tukaj smo v zadnjih 2 letih in pol naredili skoraj 35% znižanje porabe energije. En konkreten primer, lahko vidimo tukaj zadaj na liniji. V preteklosti ta linija je bila cela osvetljena. Zdaj danes vidimo, da je osvetljena le tam, kjer so operaterji. Drugače, eden večjih optimizacij, ki smo naredili v karosernici imamo preko 650 robotov. Na vsakem robotu smo uspeli znižati porabo energije za 25-30% z določenimi programskimi umestniki, ki smo jih zmontirali gor. Sami si pa zračunajte 35% na 650 robotov. Za nameček v Revozu načrtujejo tudi postavitev nove, velike sončne elektrarne. A še preden se to zgodi, se od načrtov in prihodnosti še enkrat preselimo k zgodovini in slovenskemu Clio. Prvi Clio smo izdelali v Revozu pred 31 leti. In sicer smo leta 1993 uspešno zagnali proizvodnjo Clia prve generacije. In od takrat pa do danes smo izdelali že več kot 2 milijona Cliov, kar predstavlja skoraj polovico vseh proizvedenih vozil v zgodovini tovarne. Ja, Clio je pa že nekdaj Clio. Pač že, ko se je začel izdelovati, je bil to nek narodni avto. Pač so se kokvali. Včasih so bile stoenke ali jugoti, kakor se jaz spomnim svojega očeta. Kle so se pa Clioti začeli izdelovati in je bila to neka pripadnost, nekaj, kar smo, Clio je pa slovenski. V bistvu sploh ni bil francoski, bil kar bolj slovenski. Celo bolj slovenski kot francoski torej. No, in kako nam lahko v Revozu garantirajo, da bo ta slovenski Clio z nazivom I Feel Slovenija resnično nastal na njihovem in ne turškem proizvodnem traku? Logistični stroški so v zadnjih 4 letih od covida dalje so se potrojili krat 4 ali krat 5 v nekaterih primerih, tako da... Se pravi, da absolutno ni variante, da Clio I Feel Slovenija ni made in Slovenija? Absolutno ni možno. I Feel Slovenija je made in Slovenija, je narejen tukaj.